Združene države Amerike poskušajo znova vstopiti v politični labirint Libije, vendar njihov načrt naleti na odpor. Masad Bulos, svetovalec predsednika Trumpa za Afriko in Bližnji vzhod, je prispel Misrato na pogovore s političnimi in vojaškimi osebami, ki nasprotujejo ameriški pobudi za Libijo, potem ko so se protestniki zbrali pred letališčem in to označili za sumljiv dogovor. ZDA pravijo, da želijo pomagati pri združitvi tekmujočih političnih, vojaških in gospodarskih institucij v Libiji. V Misrati pa se bojijo, da bi vsak dogovor s Halifo Haftarjem ali njegovimi sinovi lahko pomenil le ponovno uvedbo vojaške vladavine pod novim imenom. Za več o tem se nam pridružuje Ben Fishman, strokovnjak za Libijo in višji sodelavec na Washingtonskem inštitutu za bližnjevzhodno politiko. Ben, lepo, da ste z nami na IB4 News English. Tukaj imamo Bulosa. In ko je šel v Misrato, da bi slišal nasprotnike ameriške pobude, kako resen je ta odpor in ali lahko Washington nadaljuje brez sodelovanja Misrate? Mislim, da ste videli pravi odziv libijskega ljudstva. Ni samo Misrata, to je celotno prebivalstvo. In naveličani so dogovarjanja za zaprtimi vrati, želijo volitve. Proces ZN zahteva volitve. Proces ZN je zbral 120 Libijcev in ugotovil, da so volitve nujne. In dogovor Bulosa vidim kot sporazum o delitvi oblasti, ki zaobide volitve, namesto da bi jih omogočil. Kako je to povezano s prejšnjim tedenskim obiskom Washingtona strani Sadama Haftarja, namestnika poveljnika libijske narodne vojske in sina Halife Haftarja? Kaj je iz tega obiska izšlo? Mislim, da ste videli prizadevanje Bulosa in sekretarja Rubija, da legitimirata Haftarja kot protipol premijeju na zahodu Abdel Baba. In mislim, da je bil ta poskus sprejet z gnusom za strani libijskega prebivalstva. Očitno so vplivne osebnosti v svojih krogih. Ne pozabite, da Baba sam prihaja iz Misrate in ne more združiti tega prebivalstva, da bi podprli kakršnokoli ureditev delitve oblasti. In Sadam ni tako dominanten na vzhodu, kot ljudje ali oblast domnevajo. Tako da mislim, da obisk ni uspel zagotoviti dogovora, ki so ga želeli doseči. Kaj bi torej moral vsebovati verodostojen načrt, da bi ga Libijci videli kot legitimnega? Libijski načrt mora biti v rokah Libijcev in to je tisto, kar predlaga OZN. In vodijo ga Libijci in ima ekonomsko komponento v načrtu. Načrt ima varnostno komponento, ima tudi vladno komponento, ki vključuje pot do volitev. Bulosov načrt vse to obide in bi preprosto uvedel še eno začasno strukturo, ki pa bi zaradi vpletenih akterjev lahko postala stalna. In po mojem mnenju ne ponuja poti do legitimnih volitev. V redu, Ben Fishman, lepo je slišati vaše mnenje. Cenimo, da ste se nam danes pridružili na i24 News English. Hvala. Hvala.